Lepo pozdravljeni, sem Larisa in vam bom predstavila uporabo interaktivnega zaslona Smartboard GX Plus, ki ste ga prejeli v sklopu dobave interaktivnih zaslonov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Prejeli ste torej interaktivni zaslon Smartboard GX Plus, proizvajalca Smart Technologies. Zaslon je diagonale 75 palcev, opremljen z računalnikom z nameščenim sistemom Android, ki je EDLA certificiran, kar pomeni, da si lahko s trgovine Google Play prenesete aplikacije, ki so tam na voljo in jih želite uporabljati. Zaslon je opremljen z dvema 20-vatnima zvočnikoma, ki sta na sprednji strani zaslona. Dvema pisaloma, ki se enostavno odložite v magnetni nosilec, sprednjo nadzorno ploščo za priklop zunanjih naprav in pa tudi v zadnjem delu je nadzorna plošča za priklop zunanjih naprav. Zaslon je opremljen tudi s senzorjem svetlobe, ki vam omogoča, da se svetilnost zaslona prilagaja ambientalni svetlobi prostora. Zaslon se vklopi z gumbom za vklop, vkolikor je zaslon izključen in priklopljen na električno omrežje, sveti na tem gumbu oranžna luč. Ko je zaslon torej vklopljen, sveti na njem zelena luč. Če kratko pritisnemo na gumbek, gre zaslon v stanje pripravljenosti. Kar mogoče svetujemo med odmori, ko se zaslon za kratek čas ne uporablja, da gre zaslon v stanje pripravljenosti, ko pa ga želite znova uporabiti, pritisnete kratko na gumb in se zaslon znova vklopi. Ko želite zaslon popolnoma izklopiti, pritisnete malo dlje na gumbek, začne se odštevati 10 sekund in po tem času se zaslon tudi izklopi. Koliko želite to prej, lahko že pritisnete na gumbek izklop. Naslednji gumbek je gumb domov, torej ikonico za hišico, ki vas vrne v začetni zaslon Android sistema. Potem imate funkcijo za zamrznitev slike zaslona, to je torej tretji gumb po vrsti. Ta gumb je najbolj uporaben, ko imate priklopljen računalnik. Zadnji dva gumba sta gumba za nastavitev jakosti zvoka, torej gumb za zmanjševanje jakosti zvoka. Ko pritisnete na katerikoli izmed teh dveh gumbov, se pojavi takšen drsnik, kjer lahko tudi s pomočjo prsta spreminjate jakost zvoka. Tukaj lahko zvok tudi izklopite ali pa enostavno pritisnete na 3 pikice, kjer lahko še spreminjate osnovne nastavitve zvoka, torej glasnost medija, glasnost alarma, lahko pa zaženete osnovne nastavitve zvoka na računalniku Android. Torej, to so ti sprednji gumbi. Zdaj v naslednjem delu vam bom predstavila sprednjo in pa zadnjo nadzorno ploščo za priklop zunanjih naprav. Zaslon je na sprednjem delu torej opremljen z dvema USB 3.0 vhodoma, kjer lahko priključite torej kakšne USB ključke, zunanje diske in druge USB naprave. HDMI 3 vhodom. HDMI 3 vhod je primeren za torej prenos slike in pa zvoka, na primer računalnika. Če pa želite računalnik upravljati tudi z dotikom in nanj pisati, pa je potrebno priključiti še USB vhod, ki je na eni strani A, na drugi strani B USB priključek, torej to je ta del. Tretji vhod, ki je na voljo, pa je USB-C1. USB-C1 prenaša torej zvok, dotik in sliko. Ko ste prejeli zaslon, ste zraven prejeli tudi USB-C kabel dolžine 1,8 metra, ki ga lahko torej, kolikor imate na voljo na računalniku vhod, lahko uporabite kar tale vhod USB-C1. Drugače pa imate tudi na zadnji strani različne vhode, in sicer vhod za SD kartico, 3 USB 3.0 vhode, HDMI out, USB-C, spet touch oziroma vhod za USB touch za prenos dotika, DisplayPort, HDMI 2, HDMI 1 in pa VGA priključek. Ko uporabite zunanje vhode, morate uporabiti torej ikonico za vnos, kjer se vam prikažejo aktivni in neaktivni vhodni viri. Trenutno imamo aktivni vhod Android, zato je tale obarvan v
turkizno. Vsi ostali so sive barve, ker niso aktivni. Kolikor bi še imeli kateri vhod priklopljen, je potem samo obkrožen na ikonica tistega vhoda. Vhode si lahko tudi v nastavitvah preimenujete, če želite, da so poimenovani drugače. Do vhodov pridete tudi na obeh straneh v stranskih orodnih vrsticah, samo v bistvu tole črtico povlečete navzven in imate tretjo ikonico po vrsti, vhodi, in pridete v isto okno, kjer izbirate različne vhode. Sedaj se nahajamo v začetnem zaslonu Androida. Do njega dostopate, da bodisi na daljincu pritisnete na ikono hišice, bodisi na gumbu zaslona pritisnete na ikono hišice, ali pa v tej spodnji orodni vrstici, ki je zatemnjena, na prvo ikonico hišice, in se vrnete v ta zaslon. Ikonice na samem začetnem zaslonu oziroma bližnjice le-teh si lahko prilagajate. V bistvu, da pridržite ikonico in jo lahko torej odstranite ali jo prestavljate kjerkoli po začetnem zaslonu, tako kot sem rekla, lahko pa jo tudi odstranite. Nove bližnjice si lahko dodajate tako, da greste v knjižnico aplikacij, torej četrta ikonica v spodnji orodni vrstici, ali pa kar povlečete navzgor, ko ste v začetnem meniju. Pridržite na bližnjico oziroma ikonico, ki si jo želite postaviti na začetni zaslon, in jo kar pridržite oziroma postavite na mesto, kjer jo želite uporabiti. Samo ozadje začetnega zaslona si prav tako lahko priredite oziroma pač nastavite svoje. To storite tako najlažje, če želite izbrati svojo fotografijo, jo lahko izberete torej iz pomnilnika zaslona oziroma iz zunanjega pomnilnika, odprete sličico s pomočjo predvajalnika medijev, izberete, nastavite kot ozadje in se vam slika pojavi za ozadje. Ozadje lahko spreminjate tudi v nastavitvah, nastavitve, ozadje, zamenjavo zaslonskega ozadja, nato pa izberete ozadje, ki ga želite. Tako, vrnemo se v začetni zaslon. Levo in desno, če povlečete iz leve ali desne strani zaslona, se pojavi stranska orodna vrstica, ki se pojavi torej, če imate odprti Android, lahko pa imate odprte tudi različne aplikacije na Androidu ali pa povezan torej tudi zunanji vir. Tudi v tem primeru se ta orodna vrstica vidi. Zdaj, zgornja ikonica je ikonica za pisanje, torej odpre se vam orodje za pisanje, potem imate ikonico za nastavitve, potem imate ikonico za raziskovalca oziroma za izbiro vhodnih virov, potem imate ikonico za čiščenje, torej počisti vam vse brskalniške seje, zapre vam aplikacije in počisti podatke aplikacij za naslednjega uporabnika. Potem pa imate tudi 3 pikice, orodja, ki jih lahko s pomočjo 3 pikic. Vkolikor zaslon uporablja več oseb, predlagamo, da si vsak naredi svoj uporabniški profil. Do uporabniških profilov dostopate tako, da iz zgornjega roba zaslona povlečete navzdol, potem pa imate ikonico za uporabnike, sedaj je rdeče obarvana. Mi imamo dodanih več profilov. Lastnik je torej admin vseh profilov in samo v tem profilu lahko dodajate druge nove uporabnike. Nove uporabnike dodate tako, da pritisnete na plusek in vas dejansko potem zaslon vodi naprej, kaj morate potem vpisovati za novega uporabnika. Nastavite si lahko tudi geslo,
ki se vam potem, ko preklapljate med uporabniki, je potem potrebno dodati tudi geslo, da si s tem zaklenete svoj uporabniški profil. Zakaj predlagamo, da si nastavite uporabniške profile? Zato, da si lahko v bistvu nastavite zaslon na svoje nastavitve in pa da recimo kjerkoli se, oziroma kajkoli se vpišete, so potem gesla samo na vašem profilu in se ne rabite vedno znova izpisovati in vpisovati. In pa tudi datoteke se vam shranjujejo v vaš uporabniški profil, kar pomeni, da drugi ne dostopajo do vaših datotek in vam jih ne brišejo. Med samimi uporabniki preklapljate tako, da kar izberete ikonico in se vam potem preklopi. Na Androidu imate že nameščeno aplikacijo digitalne bele table, ki jo odprete tako, da kar pritisnete na bližnjico aplikacije tabla. Odpre se vam aplikacija digitalne bele table. Če vam predstavim spodnjo orodno vrstico, imate na levi strani meni, kjer odpirate že shranjene datoteke ali shranjujete nove ali jih nalagate v Google ali Microsoft Cloud. Potem imate predogled že pripravljenih prosojnic, plus s katerimi dodajate nove prosojnice. In pa potem, ko imate že vstavljeno prosojnico, lahko spremenite ozadje prosojnice. Torej, ozadje lahko spremenite tako, da izberete želeno barvo, ki jo želite na sami prosojnici. Potem pa lahko dodajate tudi razne mreže, kare, črte, pikice, torej navpične črte in tako naprej. Vkolikor pa recimo ne najdete ozadja, ki bi bilo primerno za poučevanje vašega predmeta, pa naložite lahko svoje ozadje v 4K ločljivosti, to je 3840 na 2160 pikslov. Tako, da pritisnete na plusek in pa datoteko naložite, torej ali iz USB-ja, ali iz pomnilnika računalnika, ali pa iz Google ali Microsoft Drive-a. Torej, na voljo imate različne vrste pisal. Kot sem že na začetku videa povedala, je pisalo, ima dve različni konici, debelo in tanko, in takšne so tudi nastavitve za pisala za tanko in pa debelo pisalo. Si nastavite svojo nastavitev, torej tanko pisalo, si lahko nastavite debelino in barvo, posebej pa tudi za debelo pisalo si nastavite debelino in barvo in potem pišete, zdaj imam tanko konico, obrnem pisalo, pa imam debelo konico. Torej, pišem lahko tudi s prsti, ne samo s pisalom. Vkolikor uporabim za pisanje prst, se uporabi nastavitev, torej debelega pisala. Brišem tako, da uporabim dlan, celotno dlan zaslon zaznava kot brisalko. Brišemo lahko tudi celotno stran, torej vsebino celotne strani, torej tukaj povlečemo drsnik na desno stran in se zbriše vsebina celotne strani. Torej, ko nekaj mi napišemo, je to v bistvu kot nekakšno digitalno črnilo, ki ga brišemo, torej z brisalko. Slike in pa podobne elemente pa ne brišemo na tak način, na kakšen način jih brišemo, vam bom pokazala v nadaljevanju. Torej, kolikor pa tapnemo na ikonico izbira in se v bistvu postavimo okrog narisanega, lahko tudi zapisano prestavljamo, spreminjamo barve, kopiramo ali pa zbrišemo tudi na takšen način. Pri pisalih imamo na voljo različne vrste pisal, torej svinčnik, nalivno pero. Razlika med nalivnim peresom in svinčnikom je ta, da ima nalivno pero
torej različne debeline črnila. Potem imamo tudi označevalec, je tudi odvisno, kako obrnete pisalo. Potem pa še imamo dve vrsti pisala, torej pisalo, ki spreminja rokopis v digitalno obliko, to je torej četrta ikonica pisala. Torej, rokopis pretvori v digitalno obliko, vključno z šumniki. Če seveda spodaj spet izberemo izbira, tapnemo na torej že zapisano oziroma pretvorjeno besedilo, vkolikor pritisnemo na prvo ikonico besedilo, lahko besedilo urejamo s tipkovnico. Zdaj se je samodejno pojavila tipkovnica zaslona, ki jo lahko tudi prestavimo po zaslonu, kamorkoli želimo. To storimo tako, da se postavimo na spodnjem delu te sivine in jo prestavimo na želeni del. Prav tako lahko spreminjamo torej velikost besedila, lahko ga spremenimo v krepko, lahko spreminjamo barvo besedila, kopiramo, hierarhija in pa brišemo. Naslednje pisalo, ki je tudi zelo uporabno, pa je tole peto pisalo, imenovano stil pisala, ki dejansko z roko narisane oblike spremeni v digitalne, in sicer tako. Torej, krožnice, različne kvadrate, trikotnike, hkrati pa jim nariše tudi kote in pa dolžine stranic. Zdaj, kako se ti liki urejajo, vam bom pokazala v nadaljevanju. Če se vrnem v nastavitve pisal, torej kako si izberete pisalo, najprej si označite, ali želite spreminjati lastnosti tankega ali debelega pisala, nato izberete vrsto pisala, torej izbirate med svinčnikom, nalivnim peresom, označevalcem, torej pisalom, ki rokopis pretvarja v digitalno obliko, ali pa potem pisalom, ki spreminja, torej riše oblike. Potem nastavite debelino pisala, torej samo z drsnikom se premikate levo in desno, nato pa izberete barve, ki so na voljo v naboru, ali pa pritisnete na zadnjo mavrično ikonico, kjer potem v bistvu spreminjate barve in pa svetlosti. Na koncu spodaj pa imate tudi predogled barve, ki ste jo izbrali, in pa seveda tudi debelino. Torej, kot sem že prej povedala, lahko oblike vstavljamo tudi na drugi način. Torej, v spodnji orodni vrstici izberemo oblika, ki jo želimo vstaviti. Sedaj sem dala premico, potem lahko rišemo tudi recimo daljice, kjer nam tudi ponudi dolžino le-te, razne like, trikotnike, krožnice, elipse in pa tudi geometrijska telesa. Zdaj, ko kliknemo, torej tapnemo na sam lik, se torej vidijo tudi ostale nastavitve. Zdaj, v konkretnem primeru lahko urejamo tudi kote. Stisnila sem na ikonico urejanje, nato pa s tole ročko, torej na konci vsakega oglišča je takšen krogec, ki ga lahko pomikam levo ali desno, hkrati pa se torej spreminjajo vrednosti dolžine stranic in pa seveda velikosti kotov. Druga opcija, ki jo lahko tukaj izberem, je tudi označitev, ki pa izbriše le-te torej številke, torej velikosti kotov in pa dolžine stranic. Lahko spreminjam barvo, lahko označim v tem primeru tudi izpolnitev, kar pomeni, če označim označitev in dam tukaj pri barvi izpolnitev, nam v bistvu celotni lik zapolni z barvo. Potem pa lahko objekte oziroma like tudi kopiramo in pa brišemo. Brisati jih ne moremo samo s pomočjo brisalke, torej s pomočjo dlani, ker so liki in slike v bistvu na prosojnici kot objekti, zato moramo na lik klikniti, da se označi, torej kliknila sem nanj, okrog njega je takšen črtasti kvadratek modre barve, nato pa stisnem na izbriši.
Na enak način lahko urejam vse like. Zdaj pri teh oblikah še lahko dodamo tudi kot, to je tretja ikonica v prvi vrsti, in sicer dodamo ga tako, da v bistvu narišemo 3 pikice in se nam izriše kot. Če pritisnemo, nam ga lahko kot ostale like tudi dejansko urejamo. Na enak način, kot sem prej kazala za trikotnik, na enak način lahko urejamo tudi geometrijska telesa. Poleg oblik geometrijskih teles lahko vstavljamo tudi druge medije, torej recimo slike. Slike lahko vstavimo torej iz pomnilnika zaslona, iz zunanjih pomnilnikov, torej iz USB-ja ali pa iz Driva. Lahko pa jih vstavljamo tudi, torej lahko vstavimo tudi Word dokument. Ki se nam odpre v bistvu v podoknu, zraven katerega pa lahko tudi pišemo. Ko ga več ne potrebujemo, ga enostavno zapremo. Lahko pa dodajamo tudi na drugačen način sličice, in sicer tretja ikonica v zgornji vrsti je narisan en telefonček, kjer piše enostaven prenos. Pojavi se QR koda, ki jo lahko tudi povečamo, da se recimo vidi tudi od dlje, in sicer tapnemo v predel QR kode in se pa sama potem QR koda poveča. Potem pa lahko s tablicami, telefoni QR kodo poskeniramo, v bistvu nas pelje na spletno stran myqhellogo.at, kjer lahko vstavljamo besedilo ali pa recimo sličice. Naenkrat lahko pošljemo 9 sličic, lahko pa v bistvu ta postopek večkrat ponavljamo in lahko na ta način pošljemo tudi več sličic. Torej, ko QR kode več ne potrebujemo, tapnemo kjerkoli po zaslonu, da se QR kodica pomanjša, nato pa imamo že v tem spodnjem delu razvidno, da smo poslali torej eno sličico in pa eno besedilo. Sličico lahko tudi dodamo v samo aplikacijo digitalne bele table tako, da pritisnemo torej v levem spodnjem kotu na svinčnik, ki nam potem sličico samodejno prenese v aplikacijo digitalne bele table. Sličico pa lahko potem tudi obrezujemo. In pa brišemo, obračamo. Torej, ko se postavimo na samo sličico, se spet okrog nje pojavi črtkana črtica, kjer lahko se na tale zgornjo puščico in na ta način sličico obračamo, lahko jo kopiramo, brišemo. Na ta način lahko enostavno pridete do sličic recimo iz telefonov, tablic učencev. Orodje lahko tudi minimizirate in ga imate ves čas na voljo v spodnjem desnem delu zaslona ali pa si ga pač pomaknete kamorkoli na zaslonu želite. Ko ga več ne potrebujete, pritisnete X na desni strani. Torej, zdaj smo sličice vstavili s pomočjo funkcije oziroma orodja enostaven prenos, lahko pa sličice neposredno vstavljamo iz integriranega Google brskalnika. In sicer stisnemo na brskalnik, na desni strani prosojnice se nam odpre Googlov brskalnik, v katerega vpišemo želeno besedo. Nam torej Google brskalnik izbrska slike v bazi Google, pritisnemo na samo sličico, tapnemo in jo dejansko povlečemo na samo prosojnico. Sličico lahko torej potem večamo, manjšamo, obračamo
obrezujemo, kopiramo, brišemo in tako naprej. Zdaj, sam ta vmesnik, Google brskalnik, lahko tudi večamo in manjšamo, odvisno, kakšen prostor potrebujemo na sami prosojnici. Kolikor dodajamo nove prosojnice, ta vmesnik ostane cel čas na voljo, ko pa ga več ne potrebujemo, pa enostavno pritisnemo na X in se vmesnik zapre. Torej, zdaj smo dodali različne sličice na različne načine, lahko pa dodajamo tudi tabele. Tako kot v drugih dokumentih izberemo število stolpcev in celic, potrdimo in se nam tabela izriše. Zdaj, ko mi pišemo, se dejansko velikost celice prilagaja vsebini. Vstavljamo lahko, torej lahko pišemo, lahko pa dodajamo tudi sličice. Ko mi vnesemo sličico v želeno celico, se celica prilagodi velikosti elementa, torej sličice. Zdaj, kot ste videli, se je prosojnica nekoliko povečala, oziroma ni več celotna tabela razvidna naenkrat. Zdaj, kaj lahko naredimo? Stisnemo na pogled iz ptičje perspektive, kjer se lahko torej po sami prosojnici premikamo. Lahko pa tudi celotno tabelo večamo oziroma manjšamo, jo izberemo, torej izbira, obkrožimo tu nekje v oglišču, pa celotno tabelo pomanjšamo in jo lahko tudi prestavljamo po samem zaslonu. Poleg tabele lahko vstavljamo tudi druge elemente, 4 vrstice. To je 4 vrstice je orodje. Poleg tabele lahko torej vstavljamo tudi orodje 4 vrstice, ki nam dejansko pretvarja rokopis, samodejno pretvarja rokopis, tudi če imamo nastavljeno klasično, svinčnik nam rokopis pretvori v digitalni zapis. In potem, ko mi prestavljamo to, se v bistvu samo prestavlja, lahko tudi spreminjamo barve. In to je recimo tale funkcija. Potem lahko poleg tega še vstavimo tudi, po domače povedano, sticky notes, kjer vpisujemo torej različno vsebino, sam lik v ozadju pa se prilagaja zapisanemu. Ko tapnemo na lik, lahko torej celotno vsebino vred zapisavo prestavljamo, večamo, spreminjamo ozadje, brišemo in tako naprej. Zelo uporabna funkcija je tudi miselni vzorec, kjer enako kot pri tabeli se sami oblački prilagajajo vsebini. V same oblačke pa lahko dodajamo torej besedilo in pa slike. Same oblačke lahko tudi torej jih dodajamo, brišemo po potrebi, tako kot recimo potrebujemo. Vstavimo pa lahko tudi PDF datoteke, ki se nam dejansko postavijo neposredno v ozadje. Če odprem predogled prosojnic, PDF, ki sem ga vstavila, ima 2 prosojnici in vsaka stran PDF-a se je dejansko postavila na svojo prosojnico. Zdaj pa lahko preko tega pišem in pa označujem. Sama sličica pa je v ozadju zaklenjena, tako da je ne morem prestavljati. Vstavite lahko PDF datoteke do maksimalnega števila 20 strani. Ravnilo.
Aplikacija digitalne bele table ima na voljo različna orodja za merjenje, torej ravnilo z centimetri in inči. Ravnilo prestavljamo tako, da se postavimo na sivi del in ga potem lahko prestavljamo po zaslonu. Lahko ga daljšamo, torej s to sredinsko ikonico, lahko ga obračamo z ikonico puščice. Ko ga obrnemo oziroma postavimo na želeno mesto, lahko kar narišemo črto in takrat se tudi vidi dolžina, ki smo jo narisali. In če dodamo novo prosojnico, gre orodje za merjenje zraven. In pa potem, ko več ne potrebujete samega orodja, ga lahko enostavno postavite na stran prosojnice, lahko pa kar pritisnete X, da orodje zaprete. Poleg klasičnega ravnila še imamo na voljo tudi različne trikotnike, torej te dve vrsti in pa seveda tudi klasičen geotrikotnik, ki ga lahko torej prestavljate. Če se postavite v ta del okrog rumenega krogca, ga prestavljate po zaslonu. Vkolikor se pomaknete nekoliko desno, ga večate oziroma manjšate. Vkolikor pa se skrajno na stran postavite, pa ga lahko potem tudi obračate pod kot. V tem krogcu na sredini pa se vidi, pod katerim kotom je geotrikotnik postavljen. Narišete črto, spet postavite na ravnilo, potem pa rišete po želji črte, kot jih potrebujete. Orodje spet zaprete kot vsa ostala orodja s pritiskom na X. V tem pripomočku ravnila pa imate na voljo tudi kotomer. Pri kotomeru torej lahko ga obračate s to desno puščico na desni strani, lahko pa potem to ročko postavite na želeni kot in pa izvozite torej kot v obliki lika, lahko pa dejansko izvozite na ta način. Kotomer, tako kot sem rekla, je mogoče tudi obračati in potem lahko tudi uporabite. Zdaj, ko ga več ne potrebujete, znova pritisnete na X. Na voljo pa je tudi šestilo, isto greste vstavitev, ravnila in pa izberete sličico šestila. Šestilo prestavljate tako, da se postavite na zgornjem delu šestila in ga torej prestavljate po strani. Potem pa imate iglico in svinčnik. Svinčnik torej povlečete na desno oziroma levo stran, da izberete velikost krožnice, ki jo želite narisati, in pa potem kar narišete krožnico. Krožnica je v barvi, ki jo imate izbrano za debelo pisalo. Premikate pa lahko tudi torej pozicijo pisala in pa igle, če se v bistvu postavite na tole puščico. Zdaj, samo šestilo vam ne nariše središča, zato v teh primerih mogoče si najprej narišete X, postavite šestilo v sredino, pa potem narišete samo krožnico. Krožnica ni narisana kot lik oziroma objekt, zato jo lahko tudi, ko uporabite dlan, brišete. Ko orodja več ne potrebujete, pritisnete na X. Potem pa imate na voljo tudi sliko periodnega sistema, ki ga lahko prestavljate torej po prosojnici, obračate, obrezujete, kopirate, brišete. Na voljo pa so tudi različna ozadja, torej kot ozadja za pripravo različnih taktik, recimo nogometno igrišče, ki vam v ozadju izriše igrišče, vi pa potem lahko nanj torej pišete, rišete, postavljate igralce, sličice in tako naprej. Potem pa še na voljo eno orodje, in sicer Votekit, to pa je anketa, orodje za pripravo ankete z enim vprašanjem in pa večimi odgovori.
To orodje je na voljo tudi v kovčku, ki sem vam ga prej pokazala. Torej najdete ga tukaj, Vote-Kit, pa tudi orodje za prenos sličic je levo, torej enostavni prenos, to pa so tiste sličice, ki sem vam jih prej pokazala, kako si s pomočjo skeniranja QR kode enostavno prenesete sličice. Torej zdaj se mi je odprlo orodje za enostavno in hiter pripravo anketnega vprašalnika. Najprej izberemo vprašanje. Odgovor 1 recimo. Odgovor 2. Če pritisnem spodaj na moder plusek, lahko dodam še več možnih odgovorov. Ko vstavim vse želene odgovore, pritisnem na Next Step oziroma naprej, potem pa moram izbrati, ali imajo torej anketiranci na voljo eno možnost ali več možnosti, potem pa tudi, ali odgovarjajo anonimno ali neanonimno. Torej enako kot pri orodju za enostaven prenos slik, se pojavi QR koda, ki jo na enak način povečate, torej tapnete nanjo. Ko skenirate s telefonom, vas spet vrže na spletno stran myhellogo.at, kjer se vam pojavi torej v zgornjem delu vprašanje, ki ste ga zastavili, in pa možni odgovori. In zdaj v tem primeru se vidi, da je odgovorila le ena oseba. Ko vi zaženete samo anketo, se začne odštevati 30 minut, ki je na voljo, da se anketa izvaja. Recimo lahko se anketa izvaja tudi v ozadju, tako da jo minimizirate in se v samem spodnjem delu digitalne bele table pojavi. Ko zaključite, torej ko želite, da se neha z glasovanjem, pritisnete na End Voting. Izriše se vam graf, kako je bilo, torej kako so odgovorili. Potem pa, če ste izbrali, v tem primeru smo izbrali anonimne odgovore, če bi izbrali v bistvu neanonimne odgovore, bi lahko pokazali tudi, kdo je s čim odgovoril. Zdaj sama anketa se vam ne shrani na prosojnico digitalne bele table, tako da ko jo v bistvu vi zaprete, se rezultati izbrišejo, zato lahko tukaj pritisnete na ikonico za shranjevanje in se vam dejansko sličica shrani v upravitelja datotek. Torej, ko orodja več ne potrebujete, pritisnete na X. Aplikacija digitalne bele table ima na voljo tudi razdeljeni zaslon. Zaslon se lahko razdeli na 2, 3 ali 4 dele. Do te funkcije pridete tako, da v spodnjem levem kotu zraven, torej zraven ikonice za dodajanje prosojnic, pritisnete na razdeljeni zaslon. V tem primeru bom jaz izbrala razdeljeni zaslon na 2 dela, kar pomeni, da lahko 2 učenca, vsak na svoji strani, pišeta torej hkrati, vsak piše na eni strani, in se potem vsebina levo in desno ne more pisati čez. Vsebina, ki se piše s pomočjo tega orodja, se ne shrani na samo prosojnico. Torej vsebino, če želite vsebino shraniti, lahko pritisnete na kovček, izberete orodje za posnetek zaslona. Označite del oziroma celotno sliko zaslona, pritisnete na kljukico in si jo shranite, torej lokalno ali pa na pogon USB. Ko greste ven iz tega pogleda, vas še vseeno vpraša, ali želite zapustiti pisanje v razdeljenem zaslonu, ravno zato, ker se zapiski, ki so v tem načinu napisani, ne shranijo. V redu. In pa potem nas vrne v samo prosojnico. Datoteke v aplikaciji digitalne bele table se ne shranjujejo samodejno, zato je potrebno vedno, ko greste ven iz aplikacije, datoteke shraniti. Torej shranite jih lahko v pomnilnik
zaslona ali recimo na kakšen zunanji polnilnik, torej recimo USB. Shranite jo lahko v 4 formate, izvorna datoteka. Izvorna datoteka je datoteka, ki jo lahko ponovno tudi urejate, to je datoteka aplikacije digitalne bele table. Datoteko lahko shranite kot PDF, kot sliko, kot IVB datoteko. Samo vam zgenerira tudi ime datoteke. Ime datoteke vam zgenerira po datumu in uri nastanka, lahko pa seveda date ime datoteke po želji. Ime datoteke shrani in se dejansko datoteka shrani. Jaz sem zdaj izbrala USB. Kolikor želim, si lahko datoteko shranim tudi v Google ali OneDrive Cloud, torej oblak. Enako izberem meni, nalaganje, izberem račun, v katerega želim, da se datoteka naloži, napišem ime datoteke, izberem format datoteke. Zdaj, če se datoteka več ne bo urejala, vam predlagam, da se shrani torej v PDF ali v sliko. Sliko vam shrani kot PNG, da jo lahko potem na drugih napravah tudi odprete. Na enak način lahko tudi si datoteko neposredno pošljete po e-pošti, lahko pa v tem meniju nastavite tudi dodatne nastavitve. Ko greste ven iz aplikacije, lahko pritisnete na izhod, potem vas vpraša, če niste shranili vsebine ali želite neposredno iti ven iz datoteke ali pa da jo želite shraniti. Do svojih datotek, ki so shranjene torej lahko v pomnilniku zaslona, lahko na kakšnem zunanjem pomnilniku, kot je recimo USB ključek, ali pa do datotek, ki so shranjene v oblaku, torej v Google ali Microsoft Drive, dostopate v pripomočku oziroma aplikaciji upravitelj datotek. Do upravitelja datotek dostopate tako, da pritisnete bodisi spodaj na 4. ikonico s kvadratki ali pa vlečete iz spodnje strani zaslona navzgor, pritisnete na ikono upravitelja datotek. Odpre se vam upravitelj datotek, podobno kot na računalniku raziskovalec, kjer lahko izbirate med različnimi lokacijami datotek. Torej lokalno, to so datoteke, ki so shranjene v pomnilniku interaktivnega zaslona, torej v profilu. Prikazane so samo tiste, ki so shranjene v profilu, uporabniškem profilu. Potem pa imate možnost odpreti datoteke iz USB polnilnika ali pa Cloud Drive, kar pomeni, da lahko iz Google Drive ali iz Microsoft Drive odprete torej shranjene datoteke. Dejansko lahko torej iz upravitelja datotek odpirate različne dokumente, Wordove datoteke, PDF-e, PowerPointe, slike, videe. To storite tako, da kar tapnete na samo ikonico, izberete aplikacijo, s katero ga želite odpreti in se vam PDF odpre. Po straneh se prestavljate v PDF-u tako, da kar pomikate se gor in dol. Tako, zdaj smo odprli PDF, na enake načine lahko odpremo tudi sličice. Ko si sličico odpremo, torej s predvajalnikom medijev, lahko nastavimo torej celozaslonski način, da se sličica pokaže na celem zaslonu, lahko nastavimo, da se vstavi kar v aplikacijo digitalne bele table, lahko pa jo kar kliknemo s 3. ikonico in si nastavimo sliko za ozadje Androida, torej za ozadje začetnega zaslona. Na enak način se odpira tudi video, če ga imamo recimo shranjenega v pomnilniku računalnika. V Android sistemu interaktivnega zaslona je nameščen tudi spletni brskalnik Chrome.
Lahko pa si iz trgovine Play namestite tudi druge spletne brskalnike, na primer Edge in tako naprej. Torej zaženemo Chrome. V Chromu lahko torej odpirate spletne strani, dodate nove zavihke, dodate lahko recimo oziroma odprete e-učbenik. Ki ga lahko tudi rešujete. Ko pritisnete torej na polja, se vam samodejno odprejo recimo meniji, ko pa je potem polje, kjer je treba vstaviti besedilo, pa kar v bistvu pritisnete noter, se vam tipkovnica samodejno odpre. Kolikor želite, lahko v spletnem brskalniku tudi pišete s pomočjo orodja za pisanje iz kovčka. Med zavihke enostavno preklapljate in to je vse o uporabi spletnega brskalnika. S pomočjo aplikacije Smart Mirror, ki je že nameščena na zaslonu in je posebej ne rabite nameščati, lahko brezžično delite zaslone naprav računalnikov, tablic, telefonov, ki imajo različne operacijske sisteme, torej iOS, Android, Windows. Delite lahko torej, če ste v istem omrežju ali če ste tudi izven omrežja, torej internetnega omrežja. Zdaj vam bom najprej pokazala, če ste izven omrežja, delili bomo naprave, delili bomo zaslone Windowsa, Apple tablice in pa Android telefona. Tako, zdaj bomo na Windows računalniku odprli spletni brskalnik. In pa spletno mesto smartmirror.link, kot se vidi tudi na zaslonu, kaj je potrebno odpreti. Vpisali bomo identifikacijsko številko seje, to je 181915 v našem primeru, pišemo ime in dajemo poveži. In zdaj se že na zaslonu vidi, da se oseba z imenom Windows povezala, ampak še ne predstavlja. Enako bomo naredili tudi na tablici in na telefonu. In sicer na Android telefonu bom odprla aplikacijo Smart Mirror, vpisala identifikacijsko številko seje. In se tudi tole povezalo. Enako storim tudi na Apple tablici. Odprem aplikacijo, vpišem identifikacijsko številko seje in dam connect. Tudi ta je zdaj vidna na zaslonu. Kaj lahko sedaj torej storim? Lahko jaz povabim naprave, da torej začnejo predstavljati, lahko pa kar na samih napravah se stisne skupna raba mojega zaslona, recimo zdaj sem na Windows računalniku, delim recimo celoten zaslon, skupna raba in sedaj je po celem zaslonu zaslonska slika, torej Windows računalnika. Če želim se vrniti in izbrati drugi vhod, lahko to storim in sicer lahko povabim zdaj Android, da predstavlja svoj zaslon. Tako, zdaj sem torej na zaslonu Androida. In spet dam meni, domov, da se vrnem na to nadzorno ploščo, kjer so vsi udeleženci, zdaj pa še lahko povabim tudi Apple tablico.
Tako, zdaj pa sem na sami Apple tablici, kjer lahko karkoli, torej tudi odpiram, kažem iz same tablice. Torej, zdaj lahko tudi kdorkoli iz naprave preskoči in predstavlja iz svoje naprave. Lahko pa v nastavitvah nastavim upravljanje sej kot način, torej, da je zaslon moderator. Takrat pa bodo lahko samo tisti, ki so povabljeni, predstavljeni na samem zaslonu. S tem, ko sem spremenila to nastavitev, moram začeti novo sejo. Se povežem recimo z Windowsom in zdaj Windows ne more kar začeti predstavljati, ampak jaz moram pritisniti gumbek povabi, da lahko recimo Windows računalnik deli svoj zaslon. Enako bom zdaj naredila tudi na tablici oziroma na Android napravi. Android se je pridružila. Lahko nastavim tudi na pogled mreže, da vidim več udeležencev hkrati. Skupna raba mojega zaslona. Iz Windowsa. Torej, zdaj sem nastavila na obeh napravah deljenje zaslona. Tudi na računalniku, tako da lahko torej iz obeh naprav delim. Delim predstavitev. Lahko pa delim tudi v istem omrežju, takrat pa ne potrebujem na samem recimo Apple napravi ali torej Android telefonu, potem ne potrebujem aplikacije, grem samo pod Smart View oziroma na Apple tablici AirPlay. Screen mirroring na Apple tablici in bo šlo tudi brez tega. Evo, Showrooms iPad in se kar brez aplikacije lahko deli sam zaslon. Na voljo so tudi dodatna orodja v kovčku. Kovček odpremo, takrat se nam zlistajo 3 priljubljena orodja, ki si jih lahko nastavite s pomočjo 3 pikic. Torej, katera orodja so vse na voljo? Torej, če gremo od spodaj navzgor, iz leve proti desni, imamo zapis zaslona, to je orodje za snemanje zaslonske slike. Kolikor priklopite še recimo zunanji mikrofonček, lahko posnamete zraven še tudi zvok. Potem imamo orodje za zajem zaslonske slike, torej da naredite fotografijo zaslona. Potem imamo orodje za pisanje, ki vam omogoča, da pišete preko vseh aplikacij. Čez se naredi prosojnica, potem pa vi lahko kar preko pišete in si seveda na koncu zapiske tudi shranite. Potem imamo bližnjico za zamrznitev slike zaslona. V drugi vrsti na levi strani imamo orodje za osvetlitev. To je orodje, ki vam osveti določeni del zaslona in s tem lahko torej izpostavite v aplikacijah stvari, ki jih želite v danem trenutku izpostaviti. Potem imamo PIP, to je v bistvu Picture in Picture, ki vam omogoča, da hkrati prikazujete 2 različna vhodna vira. Potem imamo bližnjico za zaklep zaslona. Potem imamo orodje časovnik, kjer si vi lahko nastavite čas za odštevanje in po pretečenem času zazvoni alarm.
V zadnji vrstici na levi strani pa imamo potem računalo oziroma kalkulator z osnovnimi funkcijami, potem imamo orodje enostaven prenos slik, ki vam ga bom predstavila v aplikaciji digitalne bele table, enako tudi orodje VoteKit, ki je prav tako v aplikaciji digitalne bele table, in pa vnos, to pa je torej bližnjica do vseh vhodnih virov. Orodja, torej priljubljena orodja so sedaj ta, ki so označena z modro, kolikor pa si želite izbrati katera druga, tapnete na orodje, ki je izbrano, in pritisnete na drugo orodje. Ko tega več ne urejate, pritisnete na X-ek na samem kovčku in to je to. Vkolikor se zgodi, da vam zaslon zamrzne, pa ne morete ga niti več z gumbom ugasniti, ga izklopite iz elektrike. Nato pa gumb za klop držite 30 sekund, da naredite trdi reset celotnega zaslona. Po 30 sekundah zaslon znova priključite v električno omrežje in ga zaženete. Ta trdi reset lahko velikokrat reši osnovne težave. Ena izmed pogostih težav je tudi, da se zaslon zatemni. Zaslon ima na sprednji nadzorni plošči zraven gumbov tudi senzor svetlobe in če imate v nastavitvah vključeno prilagodljivo svetlost, takrat se lahko zaslon recimo če je ambientalna svetloba v prostoru se torej zmanjša, torej da je prostor bolj temen, takrat se tudi zaslon temu prilagodi in je svetilnost v tem primeru nižja. Druga pogosta težava pa je tudi ta, da se zaslon sam ugaša. Zakaj se zaslon sam ugaša? V nastavitvah imate vključeno varčevanje z energijo, ki si jo lahko nastavite, torej časovna omejitev za zaslon. Tukaj lahko nastavite, po kolikšnem času se zaslon sam ugasne in oziroma po kolikšnem času nedejavnosti gre zaslon v način pripravljenosti. Ena izmed pogostih težav je tudi ta, da ste rekli, da zaslon, ko se vklopi, ima zelo glasen zvok. Torej zvok, to je zvok alarma. Ko vi nastavljate torej jakost zvoka, imate spodaj 3 pikice, kjer lahko nastavljate tudi glasnost alarma. Najboljše je, da si glasnost alarma nekoliko utišate, da ne bo preglasno, ko boste zaslon zagnali. Vkolikor ne uporabljate Androida, si lahko v nastavitvah nastavite, da se zaslon prebudi v prebujanje ob vhodnem viru, kar pomeni, da ko zaslon zazna recimo vhodni vir računalnik, preko recimo vhodnega vira HDMI 3, se v bistvu Android preklopi v vhodni vir.